Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru nevarnosti poplav in neurij. Vremenoslovci redno izdajajo opozorila pred močnim neurjem ali dežjem. Prav je, da jih vzamemo resno in preventivno poskrbimo za svojo lastnino. Pospravimo vse, kar bi lahko veter odnesel, in poskrbimo za drugo lastnino. Kolikor bi se bilo potrebno na hitro umakniti iz objekta, si pripravi za življenje nujne stvari. Na primer denarnico, zdravila, dodatna oblačila, napolnjen telefon in druge stvari, ki jih potrebuješ. V suhih obdobjih leta je potrebno poskrbeti za žlebove in otoke, ker so te največkrat krivec za nastanek poplav. Prav tako je potrebno primerno in varno odstraniti suhe veje iz drevesa in pri tem ne smemo pozabiti na našo lastno varnost. Voda najpogosteje prizadene kletne prostore, zato je tam potrebno predmete prestaviti na višje dele in s tem preprečiti morebitno škodo. V primeru, da se v kleti nahaja tudi vozilo, ga je potrebno prestaviti višje oziroma ustvariti primerno pregrado. Na mestih, kjer bi lahko voda vdrla v objekt, je smiselno postaviti protipoplavne vreče. Vreč nikoli ne polnimo do vrha, da ne dobijo obliko žoge, kajti potem na stikih ne tesnijo dobro. Vodo je potrebno preusmeriti stran od objekta. Ob neurju se lahko z dreves odlomijo večje veje, se prelomi ali podre celotno drevo. To lahko ogrozi naše življenje, zato je pomembno, da se pod drevesi ne zadržujemo. Z vidika prometne varnosti pa je pomembno, da vozil ne ustavljamo v predorih ali pod nadvozi. Med neurji so večkrat obremenjene intervencijske številke in ekipe, zato svetujemo, ker bo pomoč lahko potrebovala dlje časa, da pride, da kakšno manjšo količino vode ali pa kakšno podrto vejo z drevesa probate kar sami sanirati. Nobena materialna dobrina ni toliko vredna kot človeško življenje, ki je le eno samo, zato ima to zmeraj prioriteto in gremo najprej zmeraj v reševanje človeškega življenja. V primeru, ko je ogroženo človeško življenje, takoj pokliči na 112. Le tako bodo ekipe nujne medicinske pomoči prišle čim prej. Ob prihodu intervencijskih ekip na kraj jim ponudi pomoč, vodja pa se bo odločil, ali vašo pomoč potrebuje. Ob večjih dogodkih so ekipe običajno manjše, zato vsaka roka pride prav. Kaj storiti v primeru, ko vas ujame vremenska ujma? Pokliči številko 112. Povej, kdo si in kaj se je zgodilo. Povej točno lokacijo nezgode. Povej, kakšno pomoč potrebuješ. Povej, kakšna je višina vode in kako velik je prostor. Povej, kakšno površino strehe je odkrilo in kako visok je objekt. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Če opaziš osebo, ki je ujeta in ogrožena, nemudoma ponudi pomoč in pokliči 112.